Zdaj pa imam eno pomislek. Časovno smo skoraj ura 1. Sledila bo, bi rekel, debata naprej. Zdaj pa se lahko odločimo, ali naredimo krajšo pauzo, ali se gremo kar naprej. Če kdo želi, lahko gre ven, pa gre na stranišče in gremo debato naprej. Mislim, da bi morali tako da, to je to. Ja, to je. Jaz bi kar moramo še povedati, da vsi ga poznamo kot tega velikega misleca, ampak če bi njegovo življenje brali, bi videli tudi njegov veliki interes za svet, njegovo ljubezen tudi do Indije. Ne vem, če veste, ampak Krishnamurti je bil zelo angažiran v času Indire Gandhi, zelo je imel ogromno pogovorov in je tudi njemu gre hvala, da so se neke stvari odvile tako, kot so vse. Ker Indira Gandhi je bila zelo odločna ženska, takrat neuvrščeni, izredno, takrat bila je tudi samo v zaporu, pa izredno stanje vedla pred tem. In Krishnamurti je prišel v Indijo, čeprav nekje je bilo strah, da mu ne bojo dovolili govoriti, ampak je dobil zagotovilo, da bi lahko govoril. In ker prišel je imel te pogovore z Indiro Gandhi in se je, lahko rečemo, omehčalo pogovor in začela malo drugače voditi posel. Njo bil pa sino, to vemo, da je pol. Ampak Krishnamurti je imel ta pogled, ampak on je gledal na res to idejo državljan sveta. In tukaj se zelo potlej usmerja na patriotizem, je tudi nevarno, da je to nevarno. Se pravi, to svetovljanstvo bi rad, ne? Jaz pa mislim, da so to stopnice, ki vodijo. Mi moramo biti Slovenec, ne? Jaz moram biti Ljubljančan, jaz moram biti Savčan, da grem potlej naprej, da razvijam kvalitete nekega prostora, da sem lahko potlej svetovljan. Kako bi pa zgledali, če bi vsi govorili samo angleško? A veste, malo dolg čas. Žalostno. Žalostno, ja. A kako lepo je, da govorimo več dialektov, tle, ko poslušaš dialekta v Sloveniji. Mislim, moraš znati jih razumeti, ampak je lepo. Ali pa da bi pogledal en venet, oziroma en rožni venček tam samo iz enega večjih. Kako je lepo, če je več barv. Najcveti 100 cvetov, geslo tele kulturne revolucije. Tako da danes nismo rekli nič o domoljubju, pa svetoljubju pa naprej. Tukaj je treba, to je kdaj tema za kdaj med nami zanimiva. Kako skupaj, zdaj to, kako pobrati darila, kako pa se osvoboditi ali pa spoznati. Domoljubje ali patriotizama in plus govorimo in minus lahko. Tako danes govorijo, ko bereš, eni pravi, to so pozitivne, to so negativne smeri. Zanimiva tema. Ampak meni se zdi, da jaz, ki gledam, pa mogoče se motim, ampak to sprašujem, tukaj imamo ljudi, ki se malo bolj. Greš na Hrvaško, vprašaš, kdo si prav Hrvat, vprašaš Srb, vprašaš Slovenca, kdo si proti. Vete, kaj sem rekel? Dolenc, Štajerc, ti pa je Slovenc. Ko pa gre Slovenc ven, pa je Slovenc. Takrat pa je, kaj gre ven. To pa je, Ko gre v Avstrijo, ali pa v Nemčijo, ali pa v Ameriko. Vse, če je šel na Hrvaško, je šel tudi ven, gospa. Kako? Vse, če je šel na Hrvaško, pa ga... Ja, vse pravi. Ko gre ven. Ko rečete ven, vse na Hrvaško je tudi ven. Ja, vse. Ampak... To je smer, da je to ven. Nemčija, ampak je tudi Hrvaška ven, da rečemo povedati. Ne Dolenc. Pa se nisem tega mislila, ne, to se mi pa zdi malce... Mislim, da je... Ja, jaz bi rada še eno stvar njela. Sekundo, ne, seveda, kaj pa en komentar, majhen, tako, da ostane v spominu. Se zdaj, zdaj smo svobodni, čisto, brez voditelja, potem pa se zmenite, kdo bo prvi. Ali pa vi vodite? Vesna bi rada nekaj vprašala. Jaz bi najprej, ko smo govorili o zdravem razmišljanju, kako naučiti otroka zdravo razmišljati. Zdaj smo pač iz dveh vidikov. Google pa mediji so oblikujejo mnenje in
da niso informirani bili v Sloveniji, recimo, končni uporabniki zdravstvenega sistema, to smo na koncu vsi mi, kaj se je pripravilo s tem zakonom zdravstvene dejavnosti, ki je sprejet, bo objavljen v Uradnem listu in končni rezultat bo, da pač košarica se bo zmanjšala na en način, da ni politika odgovorna, bodo podaljšano čakalne vrste. In enako se oblikuje mišljenje oziroma mišljenje o različnih resnicah, ki so prisotne v družbi, to se pravi v vseh sferah družbe preko Google, preko medijev. Druga zadeva je, kako kreativno razmišljati, kako, to se pravi, zdravo razumsko razločiti, kaj je dobro, kaj ni dobro, kaj je resnično in kaj ni resnično. In mladi možgani so izpostavljeni zelo elektroskopno. Se pravi, koliko so otroci prisotni na spletu in zdravniki se ukvarjajo za spletno odvisnost. In to elektroskop, ki poškoduje možgane, poškoduje fiziologijo možgan in se ne ustvarjajo tele sinapse povezave in ne moreš tudi pravilno razmišljati. Vemo, da je na pohodu demenca, to se pravi pozabljivost, ampak to je tudi pogojeno z tem načinom življenja. To se pravi odvisnosti od teh videoigric, odvisnosti od Google in tam se ustvarja mišljenje. In kako pa bodo otroci, ki so v šole, kako se bodo oni naučili razločevanja in pravilnega razmišljanja preko, ne vem, preko šolskih vsebin, preko informacij na Google. A je to pravilno? Če vemo, da mediji skrivajo različne informacije, če vemo, da Google ustvarja mišljenje o vsem, kar je ze strani politične, ze strani svetovne elite. To je vprašanje zdaj. Ja, kako boš zdravo razumsko razmišljal? Ne vem, če sploh v teh družinah, ki so otroci, omejil dostop do Google, omejil dostop do spleta otrokov, odvisnosti od videoigric, vse to pač imenujejo, ko so ukvarjajo s tem psihiatri, imenujejo ena vrsta droge, spletna droga. Je hujša odvisnost od heroina. Ja, jaz nisem iz zdravniškega področja, ampak to, kar ste vi sprožili, jaz sem se tega dotaknila, ko sem rekla, da se pripravljajo šele pravzaprav ukrepi. Torej, glede tega, kakšne so negativne posledice na samo zdravstvo, to bi moralo biti veliko bolj znano in velikokrat in nenehno ponavljano, po eni strani, po drugi strani bi pa morali imeti tudi določene meje. Namreč, digitalna sredstva so lahko pripomoček, zdaj pa pogosto nadomeščajo vse drugo. In kar ste omenili pozabljivost, jaz vidim pri svojih mlajših kolegih, recimo pred 10-15 leti, ki določi uro sestanka, ko pa sem jaz tista, ki prva pridem, drugi pa pozabijo. Zakaj? Zaradi tega, ker so si nekam vtipkali v računalnik, potem so pa pozabili, da sploh morajo računalnik vprašati, kdaj točno morajo biti in tako naprej. Jaz si zapišem na listič, to je fiksno in tako naprej. Ampak ena stvar, ki je pa zelo problematična, je pa to, da akcije, ki že recimo v Sloveniji potekajo za ozaveščanje staršev, da bi omejili recimo dostop sploh otrok na eno časovno enoto, ki recimo je, vse to je, 1 ura je menda, ne, ki bi omejili ozaveščanje staršev, je pa pravzaprav skoraj dan na ničli. Sam konkreten primer, pri včerajšnjem na konferenci je bil čisto svež podatek, ker je poseben center, ki zdaj ravno skrbi za to, da bi se prav preko nasilja, da bi se zmanjšalo in tako naprej, in so ponujajo program ozaveščanja staršev o tem, da bi se to spletno komuniciranje zmanjšalo, zlasti pa z nasiljem, z vsebovanjem nasiljem, so na eni veliki osnovni šoli ponudili, torej šola ima okoli 500 otrok. To pomeni, da vsaj toliko staršev, ali pa če bi vsaj polovica prišla 500 otrok,
In na predavanje, ko so bili vsi opozorjeni prek otrok, informacij in tako naprej, so prišli 3 starši, zdaj si predstavljate. 500 šola velika, 3 starši so prišli ob tem, ko so bili vsi obveščeni in tako naprej. Torej, jaz mislim, da tukaj bi morali, ravno televizija, ki je najbolj gledana, pogosto tudi še celo skupaj večkrat starši, da bi morala kaj narediti, ne? Torej, prizadevanja so že telesa, manjka še natančna strategija, ki se pa tudi pripravlja, kolikor vem, ker je zdaj en evropski projekt, ne? To ni samo slovenska stvar, to je univerzalna stvar, je pa nekaj grozljivega. Glejte, ves čas se je govorilo o, recimo na področju sociologije, individualizacija. Zdaj je prišla ta težnja po individualizaciji in potem, da postane neko skupno organizirano druženje in delovanje nekaj, kar ni več normalno, je postala pravzaprav usmeritev, ki je trčila na svoje meje. Zaradi tega, ker zdaj, recimo, gledajte mlade ljudi, recimo, v javnih prevoznih sredstvih, večina ima mobilnike, ima pametne telefone in tako naprej, potem v lokalih, drug ob drugem z pametnimi telefoni in tako naprej. Skratka, obstaja še sredstvo, ki ga povezuje s svetom, v bistvu s tem fiktivnim svetom, produciranim v digitalnih oblikah in tako naprej. Druga stvar pa je, recimo, ko smo govorili o solidarnosti, ne? Ena zelo praktična zadeva. Solidarnost, recimo, v javnem prevoznem sredstvu se kaže v tem, da denimo invalido ali staršev z otrokom, na takega odstopiš mesto. Jaz se vozim z javnim prevoznim sredstvom z avtobusi po Ljubljani, zato tudi, da moj avto ne onesnažuje zraka nad Ljubljano. In sem že doživela, da sem sama opozorila pri avtobusu, ki je bilo polno zaseden, predvsem z učenci in delno z študenti, da sem opozorila, ko sem videla, da starejši človek ne more več skoraj da stati, da sem opozorila bližnjega sedečega mladeniča, ali ne bi mogoče odstopil. Začel je mene zasmehovati. Mislim, to je to. A vidite, na tej vsakdanji praktični ravni se dogajajo stvari, ki so pravzaprav posledica tega, v bistvu totalne individualizacije, ko pa človek postane pravzaprav samo še sredstvo. Po eni strani sredstvo za produkcijo, in to, drugi strani pa sredstvo za potrošnjo stvari, ki ga delajo še bolj individualnega in še manj solidarnega z drugimi. Ne? Samo to bi rekla o kreativnosti. Zdaj sem v Skandinaviji, mislim, da v Finski bilo vedeno, da otrokov v šoli se ni treba učiti pisati, ker imajo pač tablice. S ročnim pisanjem. S pisanjem se ustvarja kreativnost med eno in drugo polovičko možgan in največ kreativnosti z pisanjem pesmi. Ampak z naravnim pisanjem ti prihajaš do drugega. Pa se veščina ne. Da ni potrebno pisati. In kolegi recimo reče, ko pač veliko na spletu, ko hoče pisati, če nekaj časa ni pisal, začne z velikimi črkami, ne zna več pisati z onimi manjšimi. Ja. In skratka, meje. Kreativnost in če nismo kreativni, ne moremo voditi družbo. To je mlada generacija, ki bo jutri vodila, ko nas ne bo, ampak posledice bo jutri. Oni bo nas voda. Jaz se zelo strinjam z vami. Zdaj ne vem, vide vodite. Jaz sem mislila še eno stvar reči, če lahko, ne v zvezi s tem, kar je gospod Havliček govoril, namreč on je postavil vprašanje odvisnost od avtoritete, mislim kot nekaj problematičnega in odvisnost od voditeljev. Jaz sem si tukaj zapisala, važno je, kaj pravzaprav zagovarja voditelj oziroma kaj voditelj počne. Ni samo odvisnost od kakršnega koli voditelja problematična, ampak od tistih voditeljev, ki pravzaprav onemogočajo, da bi se človek kot kreativno bitje razvijal in tudi, da bi se marsikatere ovire v normalnem življenju odpravile. Zdaj pa za konkreten primer, ki vam bo ostal v spominu, namreč iz Norveške. Pred 30 leti sem tudi 14 dni na inštitutu v Bergnu in takrat sem še od blizu bolj spoznala Norveško. Ampak ne glede na to. Pred 30 leti je bila na Norveškem, mislim, da 2 mandata predsednica
predsednica države Gro Harlem Brundtland. Ime vam je gotovo znano, ker je pozneje bila predsednica Svetovne zdravstvene organizacije. In dvoje njenih dejanj bom omenila, ki so svetovnega pomena za odpravljanje diskriminacije, konkretno po spolu, ampak s tem tudi drugih vrst diskriminacije. Ko je bila predsednica na Norveškem, je postavila načelo, da je potrebno v rednem delovnem času v politiki, torej zlasti pa na teh ravneh, kjer so profesionalni politiki, opraviti vse potrebne zadeve in nehati s sestanki v poznih urah, popoldanskih ali večernih. Ko ti opraviš svoj delovnik, pa tudi če si predsednik države, pa pojdi domov in se ukvarjaj s svojo družino in z vzgojo svojih otrok. Torej, to je bil en tak, ki se je meni zdelo fantastično in to bi moralo biti po celem svetu, da bi se nehalo tudi to neformalno, kajti znano je, da se večina pomembnih odločitev na vseh področjih politike dogaja v neformalnem združevanju, ki poteka zunaj rednega delovnega časa. Ali je pa redni delovni čas razumljen tako, da se lahko razteguje. To je ena stvar. In s tem je ona pravzaprav nakazala smer, ki jo je Evropska komisija v tem desetletju šele sprejela, namreč konkretno, kaj pomeni usklajevanje poklicnega dela in družinskih obveznosti. Ker tukaj se dogaja, tu je tisti glavni vir recimo za diskriminacijo po spolu, ki ni bil tudi v Evropski uniji več kot desetletji priznan. Druga stvar, ki jo je pa ona storila, ko je bila predsednica voditeljica Svetovne zdravstvene organizacije, je postavila načelo, ker so v glavnem, tudi če je bila v posameznih državah recimo določena veja medicine že feminizirana, so v glavnem na vse strokovne konference in srečanje prihajali samo moški. Postavila je načelo, če je mogoče in če so ženske dejavne v posameznih vejah medicine, mora vsaka delegacija, ki je prihajala v Ženevo ali na kakšna druga srečanja Svetovne zdravstvene organizacije, obvezno vključevati ustrezen delež žensk. Glejte, kaj lahko stori ena oseba, če je na položaju, ko pravzaprav lahko razpolaga tukaj v Svetovni zdravstveni organizaciji z usmerjanjem milijard, ne samo milijonov. To samo kot primer, ne, kako moramo biti pozorni na kakovost voditelja. Jaz bi majčkeno tudi na gospod, pa na prejšnjo gospod, ki je uči na 3. stopnji šolanja. Jaz učim na 1. Jaz sem osnovno šolski učitelj. In če se kaj trudim, pa mi ne ratujem, otroke naučiti zdravega računa, zdravega načina razmišljanja, ampak ne bom jih tega naučil z obremenjenostjo svojo. Mi smo vsi z nečim obremenjeni. Nekdo je obremenjen, da se je rodil v družini, kjer je bila revna. Nekdo se je rodil v koncentracijskem taborišču ali v predstopni. Nekdo se je, če grem jaz otrokom govori, da sem gledal televizijo, da smo otroci v kraju gledali v starem železniškem vagonu in smo morali plačati neki dinarček, zdaj pa lahko gledajo neomejeno in računalnike. S tem in kažem mojo obremenjenost. Mi moramo tu nekje presekati in pogledati majčkeno tja naprej. Če otroku govorimo o zdravju, otrok je pa zdrav, a pa mu govorimo o bolezni, da kajenje škodi, pa ne vem kaj, ja, okej, ampak težko je zdravo govoriti o bolezni. Če mi menim, da je problem naše družbe, ne bomo našli niti v Evropi, niti v Indiji, niti ne vem kje, vrniti se moramo k družini in če kdo nauči otroka zdravo razumsko in zdravo razmišljati, ga bo družina. Starš, ata, mama, pa ne govorim o spolu tem ali o onem oba. Ne smemo govoriti o tem spolu, pa o onem oba. Ali pa samo eden. Pa, ko se pomaknemo naprej v osnovno šolo, hvala Bogu, da so tudi kakvi učitelji. Moja izkušnja je, da me je najmanj zdravo razumskega naučila fakulteta. Pa je ena od mojih smeri tudi sociologija. Ni je prav žal.
Učil sem se od ljudi v kraju, od staršev, od tistih mojih učiteljev, še zmeraj se jih spomnim. Poskušam, ko delam z otroki, malo to pustiti za sabo, pa stopiti v ta čas zdaj. Ena od mojih nalog je tudi računalništvo in dati otrokom tu neko zdravo razmišljanje, pa koliko ga vzamejo, koliko ga ne vzamejo. Zdaj, z omejitvami velikrat tudi spodbuja. Ker tako so nam omejevali kot otrokom, ne to, te tisto zanima. Otroka moraš na nek način prepričati. To je ena taka čisto moja majčkena izkušnja in živeti kulturo miru, ja, težko je, dokler ne bomo vsi majčkeno premaknili, pa stopili naprej. Hvala. Jaz sem samo gospe Joganovi hotel čisto informativno, da bo imela informacijo, se pravi kot prosti zidar in pa kot škof, da v Sloveniji Svobodno-katoliška cerkev posveča tudi ženske osečenice in v škofe lahko. In je apostolska cerkev, ampak čisto apostolska, je starokatoliška, prosto zidarstvo, kateremu pripadam, to je francoskemu, pa tudi sprejemamo ženske, kar v Angliji in drugje ni običaj. Se pravi, je zelo diskriminativno. Ne? Tako da je to kar en napredek, lahko rečemo, da tukaj ni diskriminacije več v Evropi. Toliko informacijo. Ja. Sem zelo vesela, ko to slišim, pa tudi to, da obstaja svobodna katoliška cerkev, zato ker uradna katoliška cerkev ima zelo omejene prostore svobode. Pa se postrudi, sem pa tresen. Bi se želela osvoboditi ali... Ja, ne, pa so izjeme, ki te pater, kare, pa tako. Ja, če bi eno besedo samo še rekla, ker je tule glede osnovne šole ste rekli, treba je zdravo razumsko. Ja, jaz sem zelo zato za zdravo razumsko, ampak odrasli vendarle imajo določene pristojnosti in odgovornosti, da pri nekaterih dejavnostih postavljajo meje. Otrok nima tistega izkustva, kaj lahko neka njegova dejavnost povzroči v prihodnosti. 5-letni otrok, pa tudi če bo 4 ure na dan, recimo samo pred ekranom, še ne ve, kakšne učinke bo to imelo recimo na njegove možgane, na njegovo telesno negibljivost in tako naprej, če se ne giblja, pa pozneje, ne. V tem smislu so odrasli odgovorni in v tem smislu se morajo meje postavljati, ker sicer je pa odrasel človek, če ve, da je nekaj negativnega v prihodnosti in da bo zaradi tega recimo nastradala oseba, za katero je odgovoren, je pa odrasla oseba premalo odgovorna. Kar pa zadeva starše. Ja, jaz se zelo za to za starše, ampak niso vsi starši, kako bi rekla, enako sposobni in zato lahko šola korigira, recimo, in dopolnjuje tam, kjer starši niso toliko vešči ali pa niso toliko tudi sposobni razložiti otroku tistega, kar je pomembno za njegovo prihodnje življenje. Vse za prihodnje življenje pravzaprav živimo, ne? Vse tu, gospa Jogan, ni nobene dileme. Meje postavljati. Postavljale so se meje od ne vem kdaj in o tem sploh ne damo govoriti. Se mora vedeti, da če družini se nekaj določi tako, se pa moramo tega držati, ali pa se dajmo zmeniti. Povej, zakaj ne, če imaš kakaj, če ne pa to mora biti. Se tu zdaj razpredamo meje o 1 uri televizije na dan. To smo načeli teme, ki ne mi tu, ampak na splošno. To mora starš imeti. Ja, to je vaša zamisel. To je cilj, krasen, pa nimajo mnogo starši. Sem povedala. Ja, če starš ne bo te meje imel, kaj je pa najmala univerzitetni profesor? Tisti, ki raziskuje in ki pride do rezultatov, ki morajo ljudi spraviti v premišljevanje, kaj storiti, da se ne bi negativne stvari pojavljale. To jaz mislim, je odgovornost od tega, gledajte, vi ste prej tudi omenili fakulteto, ne?
Leta 2004 je Evropska komisija za znanost postavila princip, da se morajo znanost, družbene znanosti tako usmerjati, da bodo upoštevale družbo in družba, da bo upoštevala spoznanja. Zakaj je do tega zahteve prišlo? Zaradi tega, ker je v veliki meri tudi znanost odtujena od realnih problemov. Zato jaz vam zelo verjamem, da niste dovolj dobili, ker je pogosto, kako bi rekla, pogosto so stvari, ki se, lahko bi rekla, predavajo kot supermoderne, ne vem kaj še vse, gre pa lahko za zelo enostranske in pristranska spoznanja, ki ne pomagajo k napredku, ampak večmo pomagajo pri ohranitvi statusa quo, obstoječega stanja, ali pa celo k nazadovanju. To je dejstvo. Ampak to je že spet stvar za leto 2020 verjetno, ker imate zdaj že toliko tem v vašem društvu, da jih boste lahko obravnavali. Nina je že pred vami želela začeti govoriti o vplivu torej na možgane mladih, oziroma kaj so. I was going to add that, you know, schools were based on left brain thinking with artistic right brain. Torej, šole so bile osnovane na levi in desni polovici, ki so zdaj leva, desna je bolj racionalna, ne, leva obratna. But now what's happening is that there's a whole brain integration. And we don't really know how to teach to that. It's a very different way of functioning. And the internet helped. So that's what science is finding out, da se pač možgani integrirajo, da se dogaja ta fiziološko spreminjanje in da v bistvu ne vemo, kako to učiti oziroma kako učiti temu primerno. So it's very hard because if you speak to young people, they talk almost in circles, yes, and we're not used to it. Ko se z mladimi pogovarjaš, mladi skoraj da se pogovarjajo v krogu, medtem pa mi nismo navajeni takšnega načina komunikacije. So you know, it really takes time to understand a new kind of functioning. And not label it as wrong. Zahteva čas, da v bistvu da bi razumeli ta nov način delovanja, funkcioniranja in da ga ne bi samo označili kot napačnega. It's not learning disabilities, it's another level of integration of brain knowledge. Torej niso to nesposobnosti učenja, ampak v bistvu naslednji nivo, nadaljni nivo integracija učenja novega znanja. What happens on internet, you can almost read each other's minds. That integration is happening. Kar se dogaja na internetu ali pa z internetom je, da v bistvu nas skoraj da beremo misli drugega. Ta integracija naših umov. So it's a new generation with new options, yes? Nova generacija z novimi opcijami. And we can't make them wrong and disassociate from them. Torej, ne moramo narediti, da so napačne in so asociacirati. It's our obligation to make safe environments for them to explore this new way of thinking. V bistvu naša naloga je, kako narediti varna okolja, da lahko skupaj pol raziščemo te nove načine razmišljanja. Lahko še jaz. Jaz sem to danes res intenzivno poslušala, vendar mi zdajle nekaj mi manjka. In sicer to, kaj ta simpozij mi da, kaj lahko prinesem za dobrobit širše družbe. Jaz vidim namen simpozijev, da prebudi, zdaj bom iz sebe izhajala, kar velja za vsakega posameznika, kaj lahko kot državljan sveta dam darilo ali pa kot svarilo. In sem se spomnila, ko sem se pred leti vprašala, kaj lahko dam na nivoju pravične delitve dobrin. In sem se odločila, da v besedi in sliki predstavim otrokom Slovenije v osnovnih šolah, srednjih šolah in knjižnicah razstavo z naslovom Pravična delitev dobrin
In sicer sem v slike so bile UNICEF-ove z modrimi mislimi, vstopala v šole. Prej sem se napovedala in dala otrokom. Otroci so ustvarjali vsebino te razstave. Jaz sem samo dala okvir obliko in moram povedati, da jaz imam rada mladino in ji tudi zaupam. In tu manjka zaupanje v mlade. Mladi so kreativni, mladi so sposobni in bila sem neverjetno presenečena, kako ustvarjalni in kako sočutni znajo biti otroci. Od Murske do Kopra, če tako rečem, vzhoda, zahoda, sem potovala s to razstavo in otroci v osnovnih in srednjih šolah so me učili in tudi v knjižnicah, kjer so bili prisotni odrasli, so otroci učili odrasle. Zato govorim o tem zaupanju in o tej tudi svobodi, v kateri govori tudi Krishnamurti, o tej notranji svobodi in mi se moramo s svojim zgledom in svojimi dejanji dotakniti otrokov tistega najvišjega, ki ima vsak v sebi. O tem govorimo, ne govorimo o tej zunanji televiziji in vsem tem. Mi se moramo z svojim zgledom in svojim, kaj lahko dam, kakšno darilo lahko dam otrokom kot državljan Slovenije, to je zame ključnega pomena. In jaz vam moram povedati, da na podlagi tega ni samo ostalo ozaveščanje o pravični delitvi, otroci so naredili program. Oni so naredili pesmi, so pisali zgodbe in iz tega se je razvila tudi humanitarna akcija Otroci Slovenije za otroke v Darfurju. In tu nisem jaz bila tista, ampak so otroci bili tisti, ker sem jim zaupala, so ustvarili nekaj takega in se je na podlagi tega nabralo en majhen kamion šolskih potrebščin, ki so šle za otroke v te svetove. Zato jaz vidim v tem, da se tukaj prisotni vprašam vsak posameznik, kaj lahko dam oziroma kaj lahko prebudim v vsakem otroku, ker vsak nosi določene potenciale in tiste potenciale potem tudi vzpodbuja. In če je 9 slabih, eno dobro, vedno dobro zmaga nad slabim. In to se mi zdi ključnega pomena. To je ena zadeva. Druga zadeva, ko smo govorili o Auschwitzu, v Sloveniji je šlo nekaj avtobusov srednješolcev v Auschwitz. Bila je takšna to poproševanje, da vseh otrok niso mogli odpeljati. In potem so zunaj novinar spraševal te dijake srednjih šol, kaj je ta pogled na njih naredil. Otroci so tako modro odgovarjali, da jaz vam moram povedati, ko sem to poslušala, sem bila ponosna na njih in ganjena in meni so od sočutja so mi tekle solze, kaj so otroci povedali. In zato je treba delati na tem, zaupati in graditi to, kar otroci, to je nova generacija mladih, ki se rojevajo, ki imajo potenciale, ki so kreativni in dovoliti jim, da to izražajo. In tudi, ko govorimo o teh humanitarnih organizacijah, naprimer, treba je, da gre Mirovni inštitut, kaj on nosi v šole in to predstavijo otrokom. In tudi že manjši otroci so dojemljivi do teh učenj. Sem to se želela. Hvala vam. Kdaj se pa to zgodilo? To je bilo pred kratkim, te obiska Auschwitza. Ja, zdaj pred kratkim, nekaj dolgo. Tisti za Darfur je bilo pa pred 3 leti že, ne? Darfur je pa dalj. A je že več? Kot častko oblazno beži? Ja, častko teh. Zdaj sem ponovno, ker delam na drugem področju, to sem želela potem predati. 3 leta sem hodila po Sloveniji, ampak mene čaka neka druga naloga.
Jaz sem šla tudi z parolo po ulicah Slovenije, tudi ko je bila kriza in sem tudi napisala na plakatih glas ljudje, glas modrosti in še kaj drugega. V nas je tisto, da gremo iz obdobja in gremo ven. Tu je zdaj, ko sedimo, to je nekaj obdobje tukaj, ampak presega te obdobje pa tisto, da gremo navzven in to prenesemo, kar smo danes tudi tukaj slišali. To je tisto, kar je zame pomembno. Ključ teh simpozijev niso sami sebi namen, ampak da mi smo prisluhnili temu, na vsakem simpoziju spoznamo ljudi, ki lahko tudi nekaj naredimo, jih vprašamo, jih prosimo, potem pa je naša naloga, da gremo navzven. To je namen teh simpozijev. Se strinjate, ne? Absolutno. In tu imamo neko prednost, ko je imel gospod Havliček, je šel tudi z prospekti, ne vem čem. Mi imamo bistveno lažji način sporočati svetu na nepravilnosti, ker je tako lahko sporočamo, tako... Moja misel pri tem, hvala Mire, ko si tako povedala, mi res verjamem, pa mislim, da vsi, vsej osebno, če rečem, zelo v osnovno dobro človeka. In tudi Karl Gržan bi se strašno pa strinjal na drugi strani, da ta, ne vem, ali sem prebral nekje, da sem si zmislil ta hematizem. Tako, to je njegov, ampak jaz rekel, v bistvu ekonomski totalitarizem, ki smo ga vsi sami sledili, to ni, eni so zunaj, mi smo tukaj, seveda zelo tak zgleda, ampak prihodnost je res v mladih, ker še niso tako ujeti, ampak ta sistem, ki smo ga zgradili in načini, se pa zaradi teh vse bolj prebujenih biti, ki prihajajo, ki se ne bi dali, ki prinašajo neko zelo avtentično sporočilo, in kar je mogoče tudi Nina omenila, da v bistvu se tudi fiziološko kaj kaže, je pa res kako ta sistem si želi čim prej ujeti in ustaviti to kreativno, kar je bilo rečeno, kreativno razmišljanje, kreativno iskanje drugačnih rešitev, drugačnih poti. Ali jih podpeljati Silicijsko dolino, uporabiti. Ja, tako, ampak to je res tak organski sistem, to ni zdaj kot teorija zarote, pa kaj iz mojih oči pogledam. In res kako ohraniti dovolj časa, ta prostor, da se in samo spodbujati, da bojo sami našli, bodo našli mladi rešitve, nove poglede, nove poti, ampak da bodo ohranjeni dovolj varno, kako ko enkrat to močneje, glasneje, od vsega se ne more več ostaviti ta sprememba. Jaz bi rekel, danes je žalostno, pa ne želim po nobeni skupini točiti ali biti negativen do njih, ampak danes je žalostno v tistih časih, ko smo bili mi mladinci, se nam je nudil prostor, srečanje, tako so bile res te razne mladinske, pa taborniki, pa ne vem, kje smo se srečevali. Danes tega ni več. So srečanja, 5000 mladine slovenske, na katoliških srečanjih. Torej, vsa društva so razbita. Ja, na polovico, oziroma ne na polovico, na posvetni del pa katoliški del, kulturna, športna, tabornik in tako naprej. Tako da je potem solidarnost znotraj omejenih okvirov. To je. In mi vemo, da takrat tistih časih je bil denar tle, ga ni bilo tam zdaj obratno. Zdaj gre glavnem ven v oaze, tisto, kar bi moralo v Sloveniji prispevati k blagostanju večjemu, tako da to so... So taki problemi, kako, kje mladina, kje jih pol se z njimi pogovarjati, kje jih dobiti. Jaz vem, ki jih dobim, gremo to. Ja, pa z njimi kadil, pa z njimi pil, pa smo tam. En del. Ja, en del, ne. No, veliko sem poslušala to, kar si tudi, kar je Nina prej povedala, mogoče gre zdaj v tem času, ko smo prisotni in mi pač ta zrela starejša generacija in pač tudi ta novejša generacija, mlajša generacija,
In to je en vidik, drug vidik je pa to, da gre za različne načine povezovanja med ljudmi, tako kot smo se povezovali včasih in kako različne načine zaradi teh novih medijskih orodij so se odprli novi načini povezovanja med ljudmi, ne? In zdaj tudi mi, pač zrelejši, smo se delno in se tudi moramo in tudi čez prav je tako, ker moramo več časom naprej, vklopali v ta nov način medsebojnega povezovanja preko teh digitalnih, medijskih možnosti. In tako sem, kad to razmišljam, se mi zdi, da tako, da dejansko v tem starem načinu, starejšem, oziroma, ko smo mišli skoč, ko smo bili še, naprimer, mi smo bili v Jugoslaviji, tako naprej, smo se na drugačen način družili, dejansko so bile ene kvalitete, ki jih jaz zdaj, naprimer, strašno pogrešam. Torej, šlo je za neka taka fizična srečanja, ki, naprimer, niso bila samo fizična, bila so tako srečanje različnih biti med sabo, tako celostno, videli smo se, čutili smo se, ne, in tako naprej. Zdaj je to drugače, ampak tudi to, kar je Nina prej rekla, mi je zelo nekaj odprl, en klink mi je naredil, ne. V tem novem načinu je treba najti tudi to, ne. Ker, naprimer, internet, jaz sem že sama tudi tako, sicer zelo malo grem na kakšno socialno mreže, bolj tako službeno, ki me pa tudi zelo zanima, naprimer, ti se v bistvu z nekom, ko komuniciraš, ne, ko se četanje ali bilo kaj to je, ali pa ko nekoga nagovarjaš, ne, si v bistvu, in ti greš lahko tudi celostno noter v ta pogovor, in greš v bistvu s svojimi možgani in z vsem zraven. In jaz sem že doživela to, naprimer, da pa to sploh niso bili moji, ni bil moj intimni krog, to so bili v bistvu ljudje, ki sem se prav poslovno z njimi pogovarjala, da sem se čist začutila z njimi, preko interneta, preko maila, totalno. To je, kar je Nina rekla, da se ne gre za to, naprimer, zdaj raziskujem jaz tudi sama ta nov način, oziroma, ker mi nekaj manjka od starega načina, se na en način družijo. Ko se ti z nekom intenzivno pogovarjaš, celostno se pogovarjaš, celostno pišeš, greš vrš noter v stvar in to je združenje, to je združevanje. In temu se treba prilagoditi, ker tega bo vedno več. In tudi mladi, enostavno je to zdaj neka druga dimenzija se odprla. Mislim, to mi je samo tako eno razmišljanje, Hočeš reči, da ni dovolj, če jim prepovemo, ampak da ne, to je samo brez veze. Ne gre za prepoved, ampak za omejevanje, kadar je ogrožena njihova kreativnost v bistvu, zato in njihovo zdravje, ne? Tako, da ne bi napočno. Tudi jaz mislim, da v tem načinu novem je treba tudi najdati neko kreativnost. Je pa res, da se ne znajo, ta generacija ne zna več, ko smo se učili, nismo brali, knjige smo imeli fizično v roke, smo jih študirali, nismo pisali, nismo, naprimer, jaz sem imela profesorco za slovenščino na gimnaziji, tako zahtevno, mislim, da vam pove, to je zame zdaj nivo na faksu, tako kot jaz gledam in to usporejam, naprimer, ne, ampak gre tudi za to izražanje, za to leposlovje, za pisanje, ne, tega zdaj ni, ne? To je zdaj nekaj drugač, ne? Samo ne bi pa rada tega, jaz mislim, da v tem načinu je treba najdati vseeno. Je pa res, če preveč sediš, moraš je pol telovaditi, moraš delati vadje, vaje za hrbtenice in to hodi peš na mesto z avtom. Ja. Velikokrat. Res, telovaditi, potem moraš delati določene fizične stvari. Moraš si to znati
To je treba otroci. Tudi nas, gospa. Mi zdaj 3,5 ure sedimo, pa nismo ostali. Jaz sem. Se bomo ostali, pa prešančiti. Jaz sem zelo kratka, se zahvaljujem in se v marsičem strinjam, v marsičem se ne strinjam, ampak vse imamo pravico, da imamo različna mnenja, ampak jaz bi pa rada nekaj povedala. Mislim, da se v tem današnjem času in mladi in mi vsi otujujemo drug drugemu. Mi smo rojeni v fizičnih telesih, mi potrebujemo fizičen stik, mi potrebujemo dotik, mi potrebujemo slišati človeka. Vi veste, kaj pomeni en objem, ko ga damo za naše možgane, če hočete. Da ne govorim, kaj pomeni za naše srce, pa za našo dušo. In tega pa ni in s novimi sredstvi komuniciranja se mi temu izmikamo in umikamo in mladi se ne znajo več pogovarjati, se ne znajo več družiti. Poglejte jih, če sedijo skupaj v gostilni ali pa v kavarni, vsak ima svoj telefon in se tudi takrat ne pogovarjajo. Mislim, da moramo s tem začeti, to pa lahko doma, pa tudi med prijatelji z objemi, da imamo začeti. Pa bo pa drugo še prišlo. Torej, jaz sem probala najdeti en pozitiven roli. Vse te podpiram, ampak ne času. Drugač pa točno to, kar si ti povedala, Prosim? Ja, sam da povem, high tech, high touch mora biti. High tech, high touch. Ravnovesje. Je pa nekaj, recimo, ravno ta sodobna tehnologija, elektronsko komuniciranje, recimo, pa lahko zelo hitro združi v celem svetu ljudi. Recimo, primer peticije zoper uporabo glifosata, to je več kot 1 milijon ljudi v Evropi smo podpisali, ker ko dobiš, lahko hipo reagiraš, če misliš enako. Ali, ko je bil problem popolne prepovedi prekinitve nosečnosti na Poljskem, je cela Evropa oziroma cel svet, so ljudje podpisovali peticijo in preprečili, da bi se tam to zgodilo. In še vrsta takih primerov je prav iz tega leta, jih je cel kup, ko si pozvan, ko dobiš natančno informacijo, recimo, to in to povzroča to, da nimo pri glifosatu, ali boš dodal svoj podpis na to, da zahtevamo to in to, recimo, da bi Evropski parlament ne podaljšal za 5 let in tako naprej. Skratka, možnost komuniciranja na daljavo in z specifičnimi vsebinami se je izjemno povečala. To je neprimerljivo. Prej bi to šlo recimo mesece, zdaj se to lahko zgodi v 2-3 tednih, pa dobiš milijonske vsote ljudi, ki se strinjajo z določeno orientacijo, ali pa podpis teh sporazumskih dogovorov, ITT in tako naprej. To je bilo množično podpisovanje in množičen izraz nezadovoljstva s tem, da bi se pravzaprav vse državne regulacije, ki ščitijo državljane pred multinacionalkami, odpravile. Torej, skratka, aktivno državljanstvo se veliko lažje razvija zdaj, prav s pomočjo teh sredstev. In to je super in to je čudovito in hvala Bogu, da to imamo, ker smo v trenutku vsi skupaj, ampak ne zanemariti tega osebnega stika, ravno tako, kot je gospa govorila za pisanje na roko, ko tudi opuščamo. Isto je tudi s tem, da se dobimo, da se srečamo, da si vzamemo čas drug za drugega. Tega ne imamo. Sem prav začutila, da moram povedati danes za eno tako rdečo nit. Bom pa argumentirala, odkot mi to oblasno pred kratkim v Parizu na enem sestanku bi rekla samih slovenskih genijev, ki tam delujejo. Nisem članica, ampak preko hčerke, ali pa ne samih večina. In je bilo veliko govora, zakaj so tam, pa zakaj ne bi prišli v Slovenijo, da ne bi zdaj to bila predolgo. Apeliram na vse, da ustvarjamo okolje sprejemanja sposobnih ljudi, kreativnih otrok, ki je v Sloveniji zelo pod povprečjem. Imamo pa v Slovenci zelo, jaz sem tam take ljudi srečala, ne morem verjeti, nikoli nisem slišala za njih, videla, začutila, res bi rada apelirala na te, ki ste v raznih organizacijah, sprejmite ta znanja ljudi, novodobnih ljudi, ki drugače razmišljajo, pa sprejmemo in se jim tudi daj pustimo voditi. Mimo grede, prvi akti, ki so sledili prevzemu posameznih slovenskih velikih firm,
s strani različnih multinacionalk in tujih lastnikov je bilo, da so razvojne centre uničili in s tem so v bistvu celo vrsto potencialov intelektualnih, ki jih je Slovenija imela in jih je tudi izkoriščala, pravzaprav onemogočili in to je grozljivo za Slovenijo. Samo redki so še ostali, ki še nekako se držijo, Krka še obstaja in ima izredno močan razvojni center in privlači celo vrsto zlasti naravoslovno-tehničnih diplomantov in tako naprej. Lek še, čeprav je v tuji lasti, ampak manj kot pa recimo Krka. Medtem ko drugo praktično, kjer so bile stotine inženirjev slovenskih, ki so ustvarjali tudi stvari, ki so po celem svetu šle, recimo je pa odpravljeni uničenje. Ja, točno to. Istra delta je bila na višjem nivoju, kot so danes večina ameriških multinacionalk. To je to slovenska realnost. IT-ja. Ja, to je slovenska realnost. Ti ljudje so rekli, oprostite, bom povedala, niso krive multinacionalke, oni so tam se njih dela, ampak slovenska mentaliteta. Tako so povedali. Danes smo marsikaj rekli tukaj, kar bi k spremembi slovenske mentalitete lahko tudi prispevali. Lahko samo dopolnim obe odvajo, ker ne gre zdaj kar početi za slovensko mentaliteto, in tudi proces odpuščanja razvojnih kadrov, ker jaz sem v gospodarstvu delala, med drugim tudi v Leku, se je začel takoj po osamosvojitvi že strani naših menedžerjev, ki so pol prevzeli, multinacionalke so prišle kasneje. In jaz ne bi rekla, da je to slovenska mentaliteta, je ena peščica ljudi, ki je pač takšna, kot je, in ta je v bistvu v vseh narodih, je pač prisotna. Pogled in profit, ki ga seveda sam sistem absolutno podpira, oziroma če nisi in, potem si out, a veste, pač pade na plodna tla pri tistih ljudeh, ki pač so takšni, da jim to kaže. Ki pa imajo oblastniške pozicije in to je pomembno. Tako, ja. Zdaj smo prišli pa do zadnjega razpotja. Oziroma možnosti razkrižja, kakorkoli, ne tega razpotja. Tako da to, hvala lepa Banka za komentar. Vmes smo se spomnili, da je pripravljena krajša prezentacija, ki bi predstavila projekt v Auschwitzu in sploh prej se nismo zamislili, ampak če ste za, si lahko vzememe torej zale, ali zaključimo, se poslovimo, ali pa še 5 minut pogledamo to prezentacijo, pa se pol poslovimo in vabljeni tisti, ki ste še za, na manjšo pogostitev v našo knjižnico za tem. Kako smo? Pogledamo in s tem zaključimo. Tako je. Tisti, ki hoče, gremo jesti. Bomo naredili 5 minut, ne? Ja, no da je. To se splača. Zelo dobro. Pa še, da je krog vidi. Ja, zumeti za to. Polomca? Obrneš? Ne, se to smo zadali. Ne se bilo v redu, doma. So the name of this project is One Humanity Institute, to break through and to come together as the opposite of the horrors we saw. And we call it the City of Hope. And it's going to be parallel to Auschwitz, in the same town, adjacent, right across the road. We're going to say it a little bit. Our sacred track. So you see, we're moving from hate to understanding, competition to cooperation, fear to curiosity, despair to creative solutions, just what we spoke about before, and as you see, for harmony and balance. Yeah, I don't have to read it. So this is a quote, yeah. Our vision. The values of peace, tolerance, dignity, freedom, equity, and solidarity for all life. Yeah? And we're working with many organizations and individuals. Yeah. The idea is to do a collaborative model so that people will really see
that this is an option to create peace and sustainable life. Okay. So as you see, it's a learning environment. We imagine people coming across the street and walking through and now beginning to dream what is possible. To have a museum of the future, to have a school that really offers educational programs for your own growth, for understanding what the world situation is. So here we have all of these different types of programs. Those are the steps. Programs. Steps, yeah. So originally the United Nations and the Declaration of Human Rights was a response to Auschwitz, yes? Mm-hmm. And now what we can do is say it's our platform for the future. Mm-hmm. Like, yes, make it something wonderful. So you talk a little, but you can speak Slovenian. Okay. In zdaj malo več o prostoru, ki je res praktično, kot je rekel yin-yang protipol, če, kar smo prej slišali, obiščeš Auschwitz, je začetek ideje je bil, da ko prideš ven, nimaš prostora, kjer bi se ustavil, kjer bi imel dovolj varen prostor, da bi lahko si dovolil spremembo, sploh reflektirati, in praktično pot je pripeljala do tega, da je 11 stavb tukaj zraven na razpolago, ki z ciljem, da bo to Peace Garden, torej park miru z prostorom, za refleksijo, ampak tako gremo naprej, da vidimo, pa bomo se tako vrdu nazaj. Če ta rdeče je Auschwitz, medtem ko je pa to načrtovan mesto upanja City of Hope in ko je to bilo predstavljeno, se to tudi vidi, ker to je znotraj praktično mesta. Ta je ta velik Birkenau, če to malo približamo. In je taka res naravna pot in po naših obiskih več kot 10-krat Auschwitza je zdaj čas nekako prišel, da se lahko v bistvu ta praktično prostor in zgodovina in proces naprej zahteva en prostor transformacije. In je tudi zgodovina, čustvena zgodovina s tem toliko pripravljena, da bi lahko šli naprej od občutka žrtve, za tega tudi ekipa, ki stoji tukaj vzadaj, je tako kulturno kot religijsko, filozofsko pestra, da ga lahko zastopa zelo različne. Tako to je pa konkretna malo ideja, kaj bi bilo, zdaj, če gremo tukaj okvir in če je ta velika stavba, miško, ki se brani. In res ideja kot protipol čudovitemu delu ohranjena zgodovine, torej muzeju Auschwitza, je želja, da se na tej strani naredi muzej človeštva. Torej, če jim te tam popeljejo v temo, imaš možnost dan kasneje iti skozi prostor, ki te bo popeljal v možnosti, kapacitete človeka in seveda, kje ti kot posameznik, kot vsak posameznik lahko naredi spremembo v svojem življenju. In z idejo je, zdaj, če gremo še naprej, to seveda bo tudi veliko konferenčni prostor, velik park, prostori za formalno, neformalno izobrazbo, izmenjavo, knjižnice in vse ostalo. Je pa osnovna ideja tega, da ni samo, da to postane platforma za mnoge, tako na univerzitetni ravni, za mnoge World Service služitelje v svetu, in da to postane prostor, ki ne bo vedel, torej podprodajal jasno vedenje, ampak bo prostor res srečanja in raziskovanja naprej. Za tega je to One Humanity Museum, One Humanity Education Center, za Learning Lab, za veliko raziskovanja. Tako da je to kar velika stvar in ta, bi rekel, neka povezovanja po svetu zaradi narave ljudi, ki so zraven, ker so iz 4 kontinentov in z različnih profesij se že dogaja in res ne sme biti enoznačno sporočilo. Razen to, da imamo nekje enakost, medtem ko
ni pa nikakor prostor za kakršnokoli pravo vernost. Evo. Ostane, kar je že. To je en tak pregled, trenutno delovni, kam se pač gre. In seveda zdaj teh 17 trajnostnih ciljev, jih res vidimo tako kot en tako univerzalno vodilo, zelo praktično, ki mnogi po svetu. And we use these with youth, yes, to focus on one area and to create projects that reflect the understanding of how to make it a better solution. That's us. But it's really going to be a remarkable project because it's going to be in a place. Kdaj se pa začel, kdaj se konča ta projekt, je časovna? Časovna, da vidimo, da se prebije. Ne se to vi veste na pamet. A ne, seveda, ne, ti smo vam že odgovorili, sem da vidim, da govorim med videom, ne? Trebaš ponovno tukaj ne vidim, izvinite, ne, seveda. Mogoče še malo trajalo ali pa ne bo. Mogoče tiste video od spodaj, ko si... One Humanity Institute. One Humanity, kaj bi... Kam se to klikni? Čak, ne potegne da klikni. Ne potegne da... Aha, ne. Sve je sam se nalada, veš, Aha, se pa bolje časovno. Aha, sem da ne bo šel, ne? Neki kodek, verjetno nisem, neki se je tam. Skratka, 2015 se je to začelo nekaj valiti. 2014 se prvič ni našla tvoje tradicije, družine tja. Pa zadnje 2 letje se pa to pripravilo, medtem ko je uresničitev, dokončanje je pa nekaj planirano 2022. Tako. Gledal, da to ne bo šlo. Ne bo. Kdo pa financira? Kdo vse financira? Organizacija Združenih narodov? Ne. Torej, ker je delo Nine zelo povezano, če ta osnovna, pa še drugi, ko so zraven tudi za delo Združenih narodih, ampak ni. Iza tega je ena velika skupina, skoraj 20,000, ki to posredno preko nekoga podpirajo. Darovalcev. Tako je, darovalcev. In ja, to je dobra stvar, ne, ker na poti je kar veliko, da ni židovsko, da ni samo nemško, da ni samo enega, samo drugega, je tak kar previdna pot do tja, da ni protipolsko, da ni polsko, da ni vse skupaj, ne. Kako res spati za eno človeštvo, ne? In kako ne obstati v vlogi žrtve, kako ne obstati v vlogi kogarkoli. In prav zdaj bomo tudi šla na eno konferenco v centru Simona Wiesenthala na Dunaju, kjer pa zelo zanimiva tema točno o teh vprašanjih žrtev, ne žrtev, vprašanjih identifikacije, ampak to zelo z različnih področji strani Evrope. Takih in drugačnih in pogojev in posledic, kako v Evropi naprej z temi takšnimi drugačnimi zgodbami. Kako ne zlorabljati, kako uporabiti, kdaj uporabiš za pot naprej, kdaj pa za shranjene kakve zgodbe. Evo, hvala lepa za to vprašanje in zdaj pa, če imaš še kdo kakšno vprašanje, lahko tu damo, pa drugače pa se lahko tako klepetamo potem v knjižnici naprej. Ampak na tem mestu pa bi zaprosil Ninko.